V nadaljevanju bomo slišali docent dr. Darjo Arčko-Kocijan, ki bo verjetno še nadgradila tudi pogled biotehnične fakultete na ravnokar predstavljeno problematiko. Tako, hvala lepa, gospod Šoltes, spoštovano omizje, spoštovane udeleženke in udeleženci posveta. Mogoče ostanem, jaz sem zelo navajena stati, ko govorim. Torej, rezultati raziskav s konopljo biotehniške fakultete so se začeli že okrog leta 2000, seveda smo pri tem morali pogledati tudi vso literaturo, ki je pomenila konopljo kot tradicionalno rastlino v preteklosti pri nas, ampak že zelo daleč nazaj. Namreč tudi tale profesor, dr. Vinko Sadar, je že v teh knjigah govoril, kako škoda, da smo jo pozabili in da bi jo bilo treba obuditi. Pa je bilo to sredi oziroma že prvič 1935, potem pa 1951. Skratka, že takrat je tekstilna industrija, kar se tiče konoplje, ni tako sprejela. Bombaževec je bil tisti, odzrnjevanje bombaža, lažja predelava. Skratka, konoplja se je pozabljala že precej nazaj. Potem lahko govorimo, da je minil čas, kot dejansko konoplje bilo zelo malo na njivah. Tisto za vrvi je bila tista preteklost slovenska, predvsem za vrvi in pa tudi nekaj za platna. Dejan Rebjo, res kot tisti prvi pionir konoplje, ko zdaj nekako se mi zdi, kot da bi še drugi hoteli biti pionirji. Ampak on je prvi pionir in dobil je 2 sodelavki, ki smo se potem na crpu konoplja z Ministrstvom za kmetijstvo, ki so ga podprli finančno v letih 2000 in 2001, ukvarjali zelo z osnovnimi zadevami, kmalu naletili tudi na težave s spravilom konoplje. No, medtem seveda je tudi iz mojih rok nastala knjiga Pozabljene poljščine, med katerimi je bila konoplja. Pa na vse zadnje je prispeval prevod tuje knjige Navadna in medicinska konoplja, ampak danes govorimo o navadni konoplji. Njena sestrična marihuana ni bila imenovana v imenu tega posveta. Tule potem naprej je še nastala ena knjiga o poljščinah, kjer je konoplja ena od poljščin, že čisto normalna, tudi mojim študentom, Mičene Vršička, vsi vejo, da je to industrijska konoplja. Prej, ko je Dejan pisal knjigo 98. 99. je bilo še, kot ste prej slišali, za industrijsko konopljo oziroma navadno dovoljeno, tako so sklenile pač evropske države, manj kot 0,3% THC-ja, potem se je pa leta 2001 spremenilo v manj kot 0,2% THC-ja, ker so tudi sorte v tem pogledu bile dostopne. Torej, tule vidite rastlino, mogoče da bo bolj v sliki, Dejan je veliko govoril, jaz bom pa v sliki tudi povedala. Videli smo konopljo, tudi tole volno, ki je iz tele konoplje, smo šli skupaj z Dejanom gledati k predstavniku koroških Slovencev, ki je to svojo mašinerijo oziroma takrat kot izumitelj, inovator prenesel tudi na Vransko, mislim, da je zdaj ta nadaljevanka tam. Skratka, on je se tudi s tem ukvarjal, tam okrog leta 2000, volna za izolacijo, pa potem prvič sem jedla iz njegovih rok konopljeno palačinko, tudi v tistem času, pa na vse zadnje se je zadeva spreminjala, tako da imamo v današnjem času dobro ponudbo konopljinega olja, konopljinih proteinov, predvsem tudi iz tujine, kot vidim, in pa seveda tule je vršiča konoplje, iz katerega, to se pravi navadne konoplje, iz katerega se lahko pridobi tale smola, v kateri je več CBD-ja in je lahko zelo koristen za različne bolezni in zato pravimo, da je tudi zdravilna rastlina, kot so tudi mnoge druge zdravilne rastline. Konopljina pridelava, predelava in prodaja morajo biti vsekakor povezane. Če tega ni in smo samo na prvem delu, kar se nam je zgodilo v tistih letih 2001 in 2002, potem zadeva pade. Torej, pa še v tem delu smo imeli težave, ki so ostale do danes. Pa vendar neke spremembe so, težko spravilo, o katerem bi lahko rekli, da iščemo ravno za novim crpom tudi inovacije na tem področju.
Skratka, tule vidite vse možnosti od specifične tehnologije, obrtne industrijske pridelave, trženja posrednega in neposrednega. Ekološko kmetijstvo je prineslo to neposredno trženje precej dobro do ljudi in pa zahteve po kakovosti nadstandardni, funkcionalni, lokalni in trajnostno pridelani hrani je vse bolj živo. Skoraj drugo desetletje, kot vidite, od 1998 do 2017, ponovnega uvajanja konoplje na slovenske njive. Dejan Rengeo, že prej govorec, diploma leta 1997, prve setve na Goričkem, leta 1998 ustanovljeno društvo za vodilne industrijske rastline, pa potem talec konopla, kjer pa smo pač preizkušali tiste sorte, ki so bile takrat na voljo. Gre se za dve poljski sorti, Benika in Bjalo-Brzec, ki je Juso 11, novosadsko konopljo iz Srbije in Uniko B iz Madžarske. Vsekakor smo potem tudi preverjali, koliko THC-jev vsebujejo, nobena ni presegla tiste 0,2, pri srbski pa se je dogodilo malo več dušika ali pa prisotnost ali pa sušno obdobje, več toplote in je ta THC se nekajkrat povečal. Imeli smo glavno strniščno setev, takole mogoče prikažem, kako je to potekalo za neko parcelno sejalnico v Markišavcih, 30 kvadratnih metrov velike parcelice, pa potem spoznali smo mladostno rast in razvoj, pri tem smo seveda bili v skrbeh, zlasti pri setvi, kjer je bila širša medvrstna razdalja, kdo bo vse to okopal, pa smo potem to sami tudi naredili, ugotovili ženske, moške rastline in seveda med temi sortami našli tudi te, ki so enodomne za dvospolnimi cvetovi. Pa potem ob tem seveda tisti slovenski rek, ki je nas zadnje povedal, da je konoplja v Sloveniji bila močno prisotna, raste kot konoplja, in resnično ta konoplja je v prvem letu 2001, ko smo bili na posevkih, bila visoka 2-3 metre, skoraj bi rekli pragost konoplje in smo se na 2 hektarjih, ki so bili takrat, morali so biti zavarovani z ograjo in podalarnim sistemom neke agencije Vabanko, smo imeli v notranjosti te parcele, te poljske poskuse, ki niso bili majhni. Seveda, vidite tlele še strniščni posevek, vidite, kako veliko je to izgledalo, tistale ograja, precej stroškov smo s tem naredili, precej denarja porabili iz tega projekta, ravno zavarovanje, ker je bilo takrat predpisano. Potem pa seveda največje težave v prvem letu z debelimi stebli in lomljenje kos, traktorskih kosilnic, takle vidite Dejana, kako smo se na roko lotili, pa potem še tudi z gojenci neke šole, ki so nam pomagali, da smo poskuse pospravili. Drugače bi praktično ostalo, če ne bi imeli toliko zagretih moči v Prekmurju, ki so nam v trenutku lahko pomagali. Takole smo sušili takale stebla, celo zgodilo se nam je tisto, kar je bilo zelo neprijetno v tistih časih, ko smo se s kolegico Baričevičevo vračali v Ljubljano, je bil en klic, da je nekdo zagledal iz 5. nadstropja v Murski Soboti, da prevažajo konopljo, cel vik in krik, nazaj smo mogle in potem prerekovanje, prepričevanje 3 kriminalistov in ta tretji je bil toliko pameten, da smo lahko šle lepo v Ljubljano. Jaz sem že moža klicala, kako naj svojega bratranca oproti, ki je bil tudi takrat kriminalist v službi. Ampak stvari so se pač naredile tako, da ni bilo kaj tragičnega za naju. Čeprav so naju tudi na fakulteti profesori, moj mentor je vedno, ko sem podpisoval potni nalog za Mursko Soboto, je rekel še zaprlite vodo. No in če pogledamo naprej, smo iz tega imeli nekaj objav, v katerih smo opisali pridelke semen, pridelke stebel, na vse zadnje ugotovili, koliko je bilo THC-ja, koliko je bilo maščobnega olja in pa tudi eteričnega olja. Te informacije smo pridobili. Novosadska konoplja je mogla po defaultu ven, ker je imela majčken presežek teh 0,2, čeprav smo videli,
da je v vseh primerih bila pa najboljša za stebla in tudi za seme. Ampak ta majhen odstotek nas je nekako, da nismo mogli to naprej priporočati. Policijske žetve so se prenehale, težave s trajnim spravilom in predelavo pa so ostale, vendar moram reči, da skupina Dejana Rengeja in še nekaterih, ki so seveda pristopili k konoplji, je obrodila tudi sadove. Tako da improvizirane, razne popravljene, dodelane, kombajni žetve so bile narejene. V tem času sem jaz imela še dovolj semena konoplje in nekako sem tudi za diplomske naloge gledala, kaj bi lahko delali in smo ugotovili, da semenu zelo hitro pade kaljivost. Torej certificirano seme, ker mi smo kupili takrat certificirano seme vseh teh sort. Če je bilo shranjeno pri temperaturi sobni, je tako hitro izgubljalo kaljivost, da je recimo po 4 letih bila kaljivost lahko samo 20-30%. Če je bilo shranjeno v hladilniku, je seveda ohranilo to kaljivost in tudi to je eno od priporočilov kmetovalcem, ker je seme drago, da ga morajo primerno shraniti. Tule vidite, da smo jo celo vršičkali in take stvari zdaj delajo tudi na njivah, da dobijo večji pridelek semen. To je bilo za eno diplomo, pa še neko raziskavo, skratka, z vršičkanjem dajo rastline več semen. In to je v prid. Kolega Berani, pokojni v Novem Sadu, je rekel, ja, prves to gre, ker nimate tako dobrih tal, kot je črnozem morda, ker pri njih, ko so vršičkali, je marsikatera rastlina padla. In pri nas se pa to ni dogodilo. Tole so pridelki vršičkanih, vse, kar je vijolično, pomeni večji pridelek in vsekakor je to ena od zanimivosti, ki se jo lahko uporabi. Pa potem nadaljevanka. Šele leta 2012 nek mednarodni razvojni konopljin forum, kjer sem dejansko tudi predstavila te rezultate za nazaj. Potem so se pa dogajali svetovni kongresi, nisem imela kaj novega povedati, se tudi nisem tako zelo udeleževala. Nastajajo številna podjetja in združenja, predavanja o konoplji se vrstijo, velikokrat sem zasledila, da je Dejan, ki je predaval, tudi Maja Cokanova, na vse zadnje tudi iz zadruge Konopko, zdaj držijo kar leta predavanja širom po Sloveniji. EkoKop, zadruga Ekocivilna iniciativa Slovenije, se je tudi odločila, da pomaga oziroma reševati mogoče tudi polzelo na način konopljenih nogavic od leta 2015, kot ste že prej slišali. Pa potem ustanovil se je Mednarodni inštitut za kanabinoide, kjer seveda gre za sodelovanje slovenskih partnerjev z nemškimi in avstrijskimi in seveda leta 2016 ustanovljeno Slovensko združenje za konopljo za prehranske in neprehranske namene. Takole, gremo naprej, napisana je bila še ta knjiga, v kateri je konoplja ena normalna od drugih rastlin, poljščin, ki je tudi pomembna za študijsko gradivo za študente. Tule je morda ena zadnjih zadev, ki sem jo delala pa z dr. Tatjano Rijavec, ki je profesorica na Naravoslovno-tehniški fakulteti in se že nekaj let trudi z naravnimi vlakni, predvsem so precej delali na lanenih vlaknih, sodelovali z Bosno in Hercegovino oziroma z Banja Luko, Republiko Srpsko. In seveda v zvezi z konopljo je nastala takale torbica, lansko leto je bil zagovor, ena študentka je to naredila, neko računalniško torbico, kjer je vzorec iz konoplje, skala iz rastlin, ravno tistih sort, ki so bile v preteklosti pri meni na fakulteti in jih vsako leto znova sejemo. Skratka, zdaj imamo nek članek, kjer dejansko so rezultati tega poskusa. Kakšno je stanje trenutno? Kot vidite, v preteklosti konoplja pri nas stebla in pa vlakna, zdaj pa karkoli se prideluje, je bolj vse usmerjeno v seme in olje, razen posameznikov, ki se pa vendarle trudijo na področju uporabe stebel. Fina vlakna so velik problem. Kako priti do fina vlaken? Tudi kolegica Rijačeva pravi, da je to še potrebno raziskati oziroma dobiti stroje. Na roke to ne gre. Ta kolegica, ki je naredila tole torbo, je dejansko mnogo pretovkla in težko izolirala ta vlakna.
No, če pogledamo naprej, je seveda prihodnost tega olja enkratna. Gre za to, da je to hladno stiskano olje in je že tako, ima prednost pri zdravi prehrani in seveda konoplja v smeri vsebnosti omega-3 maščobnih kislin vsekakor prednost pred drugimi maščobnimi olji. In če bi izbirali bolj na način, kako bomo zdravo živeli, je potem konoplja sigurno prava izbira. Tule so sorte, ki se pojavljajo v novejšem času tudi pri nas, nekatere od njih, in z njimi delamo tudi okoljske poskuse. Torej, katalog sort Evropske unije ponuja več, kot smo imeli takrat, oziroma takrat nismo vsega preizkusili. In tule je že moj mladi novi kolega, asistent dr. Flaško, ki sedi tam v 5. vrsti in se je lansko leto že zelo angažiral v zvezi s konopljo, namreč tudi postavitev z mrežo je bila zelo koristna. Ptiči so čedalje večji problem, ki napada konopljo in takrat, ko želimo mi pospravljati, oni pospravljajo, zlasti pa če je konoplja v poskusih in na manjših površinah. Takole je bilo zavarovano, 1 leto poskusa v agronomskem smislu ni ne vem kaj, ampak dobili smo prve rezultate. Ker je gospod Grkman rekel, da bomo to še delali, je seveda še 2 leti ali 3 bomo vlekli te poskuse in dobili pravilen sortiment za naše razmere. Rezultati so objavljeni, nekaj v novih izidih v agronomiji, v reviji, ki poteka, ki nastane vsaki 2 leti na osnovi simpozija in pa tudi v hmeljarskem bultenu. Je seveda to začetek in letošnje leto bo prineslo potem že nekaj več, kar pomeni 2-letne rezultate. Torej tukaj je ta revija, novi izidi v agronomiji in pa hmeljarski bulten, kjer so kolegi napisali nekaj več. No, kar se tiče biofaha v Nürnbergu, ni dolgo, kar sem bila na tej veliki razstavi ekoloških proizvodov in videla izdelke, kar bi lahko rekli, ni da ni s konopljo, ni da ni s konopljo. Od špinače, paradižnika za konopljo, skratka najrazličnejši namazi, pa potem tudi najrazličnejše kapsule, v katerih je morda malo več nekega olja, oziroma piše, da je prav iz sorte finola, potem tamle piše plus CBD, kar pomeni, da je večja količina CBD-ja prisotna v tej kapsuli in tako naprej. Skratka, izdelki se vrstijo in tam imajo vsega veliko. Tole je iz interneta, najrazličnejši izdelki semen, možnosti za ekoprejo, seveda, če bomo imeli tako dobre stroje, da bomo lahko kotonizirali konopljina vlakna kot bombaž. Tule imate še tisto, kar bosta oba gospoda govorila, vlakna konoplje, ki imajo veliko natezno, visoko natezno trdnost in sta primerna za zamenjavo sintetičnih, za kompozitne materiale in pa seveda omenjen prej članek, a ne neko sodelovanje za tujo firmo, kar pa na vse zadnje ni nič narobe, ker bomo tudi slovenski znanstveniki, strokovnjaki dobili možnost, da se obetajo raziskave za več kanabidiola in vzgoja domačih sort na BF-ju. Vsekakor delamo v tej smeri, več je v nedelu 5.3.2017. Takole lahko zaključim. Vidite, da bo treba nam, ki se ukvarjamo teoretično in v poskusih, še marsikaj preštudirati, drugače pa želim dobro kmetijsko prakso. Hvala lepa. Hvala, gospod Darja, kar za krajše predavanje.